prihajam z Inštituta Jožef Štefan iz odseka za tanke plasti in površine. Malo bliže, če lahko date mikrofon. Hvala. Ker se že več kot 30 let ukvarjamo z razvojem keramičnih trdih prevlek za zaščito orodij in strojnih delov pred obrabo. V tem času smo razvili 3 generacije keramičnih trdih prevlek. Ta zadnja generacija trdih prevlek so nanostrukturne prevleke. To so nanoplastne prevleke, nanokompozitne prevleke, nanogradientne prevleke. Poleg, glede na to, da so te prevleke abrazijsko zelo obstojne in obstojne na atmosferske vplive, nekatere med njimi imajo tudi značilno barvo, zato se uporabljajo tudi kot dekorativne prevleke. Tako na primer jih najdemo, se uporabljajo za okvirje očal, pa za pohištveno galanterijo, za jedilni pribor in tako naprej. V okviru tega projekta smo se ukvarjali predvsem z razvojem nanoplastne prevleke na osnovi aluminij titan nitrida. Poleg njenih triboloških lastnosti nas je zanimalo, kako kreirati barvo takšne prevleke. Pri kreiranju barve takšnih prevlek smo ugotovili, da se lahko v veliki meri zgledujemo po barvnih efektih, ki jih lahko najdemo v naravi. Ne vem, če ste se kdaj vprašali, od kje taka krasna barva metuljev. Krila metuljev so narejena iz drobnih lusk, kot vidite na tej sliki spodaj. No in te luske so zložene tako kot strešna kritina in če pogledamo, kako izgledajo te luske pod elektronskim mikroskopom pri veliki povečavi, potem vidimo take čudovite nanostrukture, to je pogled od zgoraj v sredini, če jih pa pogledamo v preseku, pa vidimo tudi take lepe nanostrukture. Recimo tale modri metulj ima nanostrukture v obliki božičnega drevesa in na teh nanostrukturah se potem pojavijo različni fizikalni pojavi, kot so interferenca svetlobe, uklon svetlobe, lom svetlobe in ti pojavi potem generirajo tako imenovane strukturne barve. In te strukturne barve potem bolj kot tiste, ki se generirajo zaradi absorpcije na pigmentih, ustvarjajo take čudovite barve. Tukaj lepo vidite, da imajo različni metulji zelo različne nanostrukture. Iz take podobne nanostrukture uporabljamo pri izdelavi hologramov za optično zaščito dokumentov in pa denarja. Naslednji primer nanoplastne strukture iz narave so biserne školjke. Biserovina izgleda takole, kot vidite na tem posnetku v sredini. Sestavljajo veliko število tankih ploščic aragonita, to je kalcijev karbonat, ki so zložene tako kot opeka v zidu. Vmes pa je lepilo, so proteini. Pred kratkim je po zgledu biserne školjke so kitajski raziskovalci izdelali nanokompozit na osnovi grafenovega oksida in pa proteina, ki so ga izločili iz svile. In tukaj spodaj vidite presek take nanokompozitne prevleke, ki ima še bistveno boljše mehanske lastnosti. No, to se pozabil povedati, da ima biserovina izjemne mehanske lastnosti. Zelo visoko trdoto, predvsem izjemno žilavost in odpornost na udarce. Tale umetna struktura, ki so jo potem zgledu naredili Kitajci, pa ima še boljše mehanske lastnosti. Podobno nanoplastno strukturo imajo tudi naše keramične prevleke, nanoplastne prevleke. Na levi strani vidite schematsko, kako izgleda takšna prevleka. Približno 3 mikrometre debela prevleka je sestavljena iz 150 do 200 tankih plasti titanitrida in aluminij titanitrida. In takšna prevleka ima potem zelo visoko žilavost in pa tudi bistveno večjo trdoto, kot imata titanitrid in aluminij titanitrid, ki jo sestavljata. Barva takšne prevleke pa je odvisna predvsem od debeline in sestave vrhnjih 2 plasti. Če spreminjamo debelino vrhnje aluminij titanitridne plasti od 25 do 55
nanometrov, potem vidite, kako se barva spreminja od rumene do izrazito modre barve. Desno zgoraj pa vidite posnetek prereza nanoplastne prevleke, naše nanoplastne prevleke, ki smo naredili z transmisijskim elektronskim mikroskopom. Torej, barva takšne nanoplastne strukture je odvisna, je rezultat absorpcije svetlobe, ki potuje skozi vrhnjo plast in prihaja do selektivne absorpcije in pa zaradi odboja na titanitridni plasti. In pa delno vpliva na barvo tudi interferenca svetlobe, odbite svetlobe. Nanoplastne prevleke smo peljali industrijsko proizvodnjo tam nekje okrog leta 2009, te modre prevleke nekoliko kasneje in danes jih uporablja vrsta podjetij v slovenski industriji od Krke, Kolektorja, Kovinoplastike in tako naprej. Prevleko smo patentirali in dobili smo tudi nagrado na celjskem sejmu orodjarstva, mednarodnem sejmu orodjarstva pred 6 leti. Hvala lepa.